Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bomo govorili o eni zanimivi temi. Tisti, ki gledate video, a lahko gibate kaj, če naredim tole. Okrog sem obrnila ananas. Tisti, ki prepoznate ta simbol, že veste. Tisti, ki pa ne, govorila bom o swinganju. No, in dajmo si pogledati prvo, kaj sploh je swinganje. To je v bistvu praksa, spolna praksa, pri kateri se pari dogovorijo za izmenjavo svojih spolnih partnerjev z drugimi pari ali pa posamezniki, seveda se to počne v nekem varnem okolju in s soglasjem vseh sodelujočih. Swinganje so označili za neko alternativno obliko življenjskega sloga, omogoča pa tudi raziskovanje spolnosti zunaj monogamnega razmerja, se pravi monogamno razmerje je to, ko sta pač dva skupaj, a ne? Pri čemer so pač v ospredju seveda komunikacija, soglasje in pa varnost. Zdaj, če si malo pogledamo swinganje oziroma njegovo zgodovino. To ni neka nova stvar. Obstajajo dokazi že o alternativnih spolnih praksah v starodavnih civilizacijah, čeprav so sodobne prakse oziroma sodobne oblike tega veliko bolj strukturirane in bolj definirane. Seksualna revolucija v 60. in 70. je pa itak prinesla večjo odprtost do različnih oblik spolnega izražanja, vključno s swinganjem. Če pogledamo te zgodne zapise in starodavne civilizacije, prve oblike skupinskih spolnih aktivnosti so bile zabeležene že v, kakor sem rekla, starodavnih civilizacijah. To so bili pač recimo Grki in Rimljani. Oni so imeli veliko bolj odprt odnos do spolnosti, do skupinskih spolnih praks, ampak to ni enako današnjemu swinganju. Potem so bili pa tudi obredni in verski konteksti. V nekaterih kulturah so bile pač spolne aktivnosti del verskih obredov, recimo v starem Babilonu in nekaterih drugih kulturah tudi so bili obredi plodnosti povezani z različnimi oblikami skupinskih spolnih praks. Zdaj, če gremo naprej v 20. stoletje in v začetke sodobnega swinganja, začnemo pri drugi svetovni vojni. Ena izmed teorij o začetkih sodobnega swinganja je ful zanimiva, ker pravi, da so piloti ameriške vojne, letalske sile med drugo svetovno vojno razvili prakso deljenja svojih žena. Ti klubi so pač v bistvu postali nek tak kraj, kjer so vojake in njihove žene izmenjavali pač partnerje med sabo, a ne, in se s tem krepili vezi in nekako so tudi obvladovali stres v tem napornem vojnem času. V 50. in 60. pa naj bi te prakse potem prišle tudi v neko civilno obliko življenja in v 50. so se pojavili prvi zasebni klubi swinganja oziroma neki klubi, ki so začeli in želeli razvijati in raziskovati to obliko spolnosti. No, in potem, kakor sem že omenila, je ta seksualna revolucija v 60. dodatno pripomogla k razširitvi swinganja, ker je prinesla pač večjo odprtost, večjo sprejemanje in do pač teh različnih oblik spolnega življenja. V 70. naprej, takrat je tudi swinganje postalo veliko bolj razširjeno, mogoče malce bolj družbeno sprejemljivo. Odprle so se oziroma začele so se pojavljati swinger revije, klubi, organizacije. Tam so pač ponujali neke platforme za pare, kjer bi se pač lahko povezovali in si pač izmenjavali izkušnje. No, zanimivo je tudi to, da je bil ta čas tudi, ko so se odpirali novi swinger resorti. V 80. in 90. Takrat vemo, da so bile neki začetki epidemije AIDS-a, se pravi, prišla je neka večja previdnost pri spolnih aktivnostih, a ne, ampak ni swinganje pa zaradi tega izginilo, a ne. Takrat so pač postali bolj ozaveščeni glede varne spolnosti in v bistvu je to pripomoglo k bolj varnemu in bolj odgovornemu vedenju in izvajanju spolnih praks med samimi swingerji.
Sodobno swinganje. Zdaj, kot vemo, je internet kar vplival v bistvu na vse, ne samo na swinganje, ampak če gledamo dotično to temo, je konec 90-ih in v začetku leta 2000, internet prinesel seveda tudi novo možnost za povezovanje swingerjev, za nove načine organizacij raznih teh njihovih dogodkov. Se pravi, pojavile so se spletne strani, forumi, kjer so se pač pari lahko našli, povezali in tudi organizirali pač dogodke. Se pravi, s to internetno revolucijo je bila pač sama komunikacija veliko bolj enostavna, kakor je bila pa včasih. Danes, če gledamo, je postalo swinganje veliko bolj dostopno, in tudi manj stigme je kot prej, ampak jaz mislim, da je še kar, vsaj jaz sicer nisem swingerka, mene to osebno zaenkrat ne, ne mami, ampak se mi zdi, da je manj stigmatizirano kot prej, ampak manj, ja, ampak ni pa še čist brez stigme, no, pač ljudje še zmeraj različno gledamo na to, kakor pa vemo, pa obstajajo številni klubi, številni rezorti, številni dogodki, ki so namenjeni swingerjem in te spletne platforme, ki jim omogočajo to povezovanje med sabo, se mi zdi, da so dokaj varne, dokaj diskretne. Veliko bolj enostavno je, da se posamezniki oziroma pari med sabo najdejo. Seveda na samo swinganje, če gremo malo naprej, kakšni so medijski in družbeni vplivi. Ja, pop kultura je imela kar dosti prstov vmes, oziroma bom rekla tako, da je postalo veliko bolj vidno v medijih, veliko bolj vidno v sami pop kulturi, filmi, serije, dokumentarci so o tem, omogočajo v bistvu nekako boljšo prepoznavnost, boljšo razumevanje te spolne prakse, ampak kakor sem rekla, ljudje še zmeraj različno razmišljamo in seveda še zmeraj obstaja stigma okrog swinganja. Če pa malo pogledamo še akademske raziskave, tudi temu so akademski raziskovalci namenili svoje preučevanja in preučevali so v bistvu to kot nek družbeni fenomen in s tem so tudi pripomogli k razumevanju te spolne prakse. Tle so tudi se malo poglobili k psihološkem, družbenem in kulturnem vplivu na prakso. Tako. Zdaj smo si malo pogledali zgodovino, malo vpliv in tako, zdaj pa mogoče bi šli kar malo na razumevanje same swinger kulture in neke ključne značilnosti swinganja, Prva stvar, ki je tle, je seveda konsenz oziroma soglasje. Samo swinganje, tako kot večina spolnih praks, temelji na soglasju vseh vpletenih oziroma vseh, ki so se določenega dogodka udeležili. To pomeni, da morajo biti vsi seznanjeni, vsi udeleženci seznanjeni s pravili, morajo se strinjati z njimi in se jih tudi držati, se pravi vse meje, vse prakse, ki se določijo, morajo se tega držati, pač in vsak lahko pove svoje preference, in se potem zmenijo. Se pravi, držijo se dogovora, to je ključno, Ker če se dogovor prekorači, potem nastajajo problemi, ne samo na samem dogodku, ampak predvidevam, da tudi v vezi. Seveda s soglasjem je povezana tudi komunikacija. Tle je nujno, da je komunikacija odprta, sproščena, da se ne počne stvari zato, da bi ugodil nekomu drugemu, Vsi morajo povedati svoje želje, svoje meje, fantazije, skrbi, ki jih imajo mogoče. Vsem mora biti udobno in vsi morajo jasno izraziti svoje pričakovanja in svoje meje. Zato tle ni prostora za neko zadrževanje nazaj, da bi zadrževal sebi in ugajanje drugim, samo zato, da se bojo drugi imeli fino, pa da bo mogoče v tistem momentu izpadel, koliko si ti kul za stvar.
v resnici boš pa trpel. Pri nobeni spolni praksi to ni sprejemljivo. Tako. Varna spolnost. Seveda vemo, da pač, ker je več spolnih partnerjev, in izmenjavanje, je treba tudi prakticirati varno spolnost. To pomeni, da so vsi zaščiteni, da uporabljajo kondome, redno testiranje in tako. Tle se ne gre za to, da bi kdo imel kakšne predsodke, ampak to je pač del tega, ne, vsi se zavedamo. Če se ne zavedate, prosim, dajte se poučiti o spolnih boleznih in tako prakticirate varno spolnost, ampak higiena, spoštovanje osebnih meja in pa varna spolnost, to so pač pomembne stvari. To bo mogoče malo bolj zanimivo. Vrste swinganja. Jaz sem bila ful presenečena, mi je bilo jasno pač, da ne more biti kar vse isto, ampak da so prav poimenovane vrste swinganja, se mi je zdelo pa izredno zanimivo. Tako da tole jih bom kar prebrala, da ne bom kaj narobe rekla. Prvo je soft swap oziroma mehka izmenjava, bi bil dobeseden prevod. Ta vključuje spolne aktivnosti, kot so poljubljanje, dotikanje in oralni seks, ampak ne penetracije z drugimi partnerji. Tako, full swap, polna izmenjava, ta vključuje popoln spolni odnos z drugimi partnerji, potem so pa še skupinske aktivnosti, ki vključujejo več kot 2 para, kjer lahko sodeluje več posameznikov v spolnih aktivnostih hkrati. Tako, to mi je bilo ful zanimivo. Jasno mi je bilo, da so stvari postavljene z nekimi mejami, ampak ta soft pa full swap, to pa nisem vedela, da je prav poimenovan, tako da to mi je bilo ful zanimivo. Okolje za swinganje. Se pravi, prej sem že omenjala rezorte, klube, dogodke, kakorkoli. Obstajajo tudi zasebne zabave, to kakšni pari mogoče pri sebi doma organizira in potem pač se dobijo tam in pač so v neki zasebni hiši, stanovanju, kakorkoli že. Swinger klubi, to so posebni klubi, kjer se swingerji srečujejo, spoznavajo nove ljudi in sodelujejo v spolnih aktivnostih v varnem okolju. Pri nas je tudi nekaj teh klubov, zdaj, kakor sem jaz s kom govorila, ki pač obiskuje te klube. Meje so zelo jasne, vsi zelo spoštujejo tvoje meje, lahko mislim, da tudi se odločiš pač za spolni odnos s svojim partnerjem, pa da pač drugi samo gledajo, ne rabiš se izmenjavati. Ampak tako zelo zanimivo mi je bilo, no. Swinger resorti. To so pa specializirana letovišča, ki ponujajo v bistvu neko intimno okolje za swingerje, pogosto pač z različnimi aktivnostmi in dogodki. To, če se ne motim, pa mislim, da je en tudi zelo blizu, mislim, da je na Hrvaškem. Bi mogla preveriti, nisem, se opravičujem, ampak to je tako, od ust do ust izveš marsikaj. Potem pa spletne platforme, to so seveda spletne strani, aplikacije, forumi, kjer se pač posamezniki oziroma pari lahko povežejo, najdejo in potem tudi organizirajo. Kakšni dajejo ven oglas, da iščejo nove pare in tako pa se pač, kakor se ujamejo, se spoznajo, ne. Dobro, zdaj tako, razlogi za swinganje. Verjetno, če nekako nisi nagnjen sam po sebi k temu, bi razmišljal, zakaj bi sploh to delal? Zakaj bi si želel tega, ne? Ampak ljudje smo si različni in imamo različne želje, različne potrebe, predvsem pa je najbolj pomembno, da tudi če jih imamo, da najdemo nekoga, ne da najdemo nekoga, ki bo z nami to delil, ampak da s tistim, ki smo, da skupaj predebatiraš in potem skupaj najdeš meje oziroma kaj bi bilo primerno za tvojo vezo, ne? Ker tudi, če bi recimo jaz našla partnerja, ki bi si želel swinganja, pa si ga jaz ne bi želela, ne bom šla delati tega zato, da bi njemu ustregla. Jaz sem to ful tako zakompliciran prej povedala, tako da raje na primeru, a ne. V glavnem, ampak kakšni se odločijo za to, iz tega razloga, ker želijo raziskovati spolnost,
imajo določene fantazije, želijo raziskovati nove fantazije, želijo si novih spolnih izkušenj, a ne, in v nekaterih parih sta pač oba dva za to. Če eden ni, se tega pač ne počne, a ne. Ker konsenz, soglasje, varnost, a ne, postavljanje meja, vedno. Povezovanje s partnerjem, to mogoče nekomu, marsikomu v bistvu se bo slišalo popolnoma kontradiktorno, ampak v bistvu ni, a ne, če vzameš si par minut pa malo razmišljaš, ni, a ne. Veliko parov poroča, da v bistvu swinganje krepi njihovo zvezo, a ne, ker v bistvu spodbuja komunikacijo pa zaupanje. Makes sense, oziroma je logično, mogoče na drugačen način, kot si marsikdo predstavlja, ampak dostikrat spolne prakse omogočajo to, da začneš boljš komunicirati s svojim partnerjem, ne samo swinganje, ampak tudi druge spolne prakse. Socializacija. Se pravi, tle swinganje omogoča spoznavanje novih ljudi s podobnimi interesi, a ne, mogoče spoznaš tudi kakšne nove prijatelje, mogoče se s kakšnimi tako potem zastopaš, si blizu, a ne. Tako da ja, razlogi so različni, največ je pa tega, ne, da dejansko potem še poglobijo svojo zvezo. Ni nujno, ampak veliko pa je tega. Dajmo si ogledati še mite in pa kaj je dejanska resnica. Kot pri drugih svojih podcastih je tudi ta rubrika meni ful zanimiva pri vseh spolnih praksah, ker itak imajo ljudje različne predpostavke, kaj je nekaj tako, je ziher nekaj tako, a ne, in sploh ne razmišljajo v drugo smer, da bi lahko bilo drugače. Zato sem jaz tukaj, da vam pomagam odpreti svoje obzorja, razširiti obzorja in da malo še pogledate stvari iz drugega zornega kota. Če tudi določene spolne prakse niso za vas primerne, mogoče dobite za njih malo več razumevanja in ste pomirjeni s tem. Pa si poglejmo, kar ta prvi mit, jaz ga bom prebrala. Swingerji so promiskuitetni in nimajo moralnih vrednot. Dobro, ta je zelo tipičen, ampak resničnost seveda ni taka. Čez vse, kar sem jaz zdajle povedala o swinganju, vidite, da swingerji dajo veliko na varnost, na komunikacijo, na spoštovanje meja, na varno spolnost in tako. Tudi razlog, zakaj se nekateri odločijo za swinganje oziroma kaj je nek izid tega swinganja, je trdnost in zaupanje v zvezo in povezanost med partnerji. Tako da pač, a ne. Swinganje ni varanje. Swinganje ni enako varanje, ker gre za soglasje, ni to, da bi nekomu delal nekaj za hrbtom. Če nekomu nekaj počneš za hrbtom, ne rabi biti nujno, a ne, seks, da je to varanje in izdaja osebe. To se počne na marsikakšen drug način. Tako da, ja. Gremo naprej. To temo za drugič. Varanje, nova tema. Mislim, da bi bila zelo zanimiva. Pa dajmo iti naprej s temi miti. Swinganje vodi do razpadov razmerij. Ok, to smo že, mislim, da sem s tem svojim razmišljanjem prejle to nekako vrgla. A ne, čeprav swinganje res ni za vsakogar, a ne, lahko za nekatere ukrepi odnos, kakor smo rekli. Važno je, da je vsem vpletenim udobno, da so od vseh želje jasno izražene in da so tudi meje spoštovane, a ne. Če pride do prekršitve določenih mej, ki so postavljene, potem pa ja, seveda lahko to prinese tudi probleme v zvezi, kakor sem že prej omenila, a ne. Jaz bi recimo dala kar en konkreten primer, če si ti dogovorjen za nek soft swap, a ne, mehko izmenjavo, zdaj sem ful navdušena nad temi izrazi. Se pravi, da je samo poljubljanje, samo oralni seks, a ne, pa se druga dva odločita, mi pa zdaj penetracija, a ne, je to kršitev tega in zagotovo lahko prinese pač probleme v zvezi, a ne. Tako da, predvsem je veliko stigmatizacije in mitov o tem, pač kakšni ljudje so swingerji, da so to ljudje brez vrednot, ne vem, da ziher imajo spolne bolezni, da varajo drug drugega in tako, a ne, ampak kakor smo videli, to je vse s soglasjem in mislim, da so veliko bolj osveščeni o varni spolnosti, kakor pa marsikdo drug. Tako da ja, je to pač neka kompleksna
raznolika praksa, veliko stvari je treba upoštevati, ampak ljudje jo pač raziskujejo, a ne? Z različnih razlogov, na različne načine, in soglasje, komunikacija, varnost, odprtost, to je pač ključno, a ne? Spoštovanje. Zdaj lahko si gremo majčkeno pogledati še psihološke in družbene vidike swinganja, a ne. To je neka oblika alternativnega življenjskega sloga, vsaj pač nekako so jo tako označili, ne vem iskreno kdo, ampak okej, verjetno tisti, ki se ukvarjajo z nekimi ureditvami. Ima pač seveda različne psihološke in družbene vidike, a ne, pač to seveda vpliva na posameznike, vpliva na pare, ki se pač odločijo za to prakso, vpliva na njih pa povsem različno. Kakor sem že omenila, med psihološke vidike lahko damo tole krepitev komunikacije in zaupanja, a ne, zato ker tle pač ni prostora za zaprtost, ni prostora, ne fizično zaprtost, ampak ja, pač moramo jasno izraziti svoje pričakovanja, želje, meje in tako. In pa veliko ljudi poroča tudi o izboljšanju spolnega zadovoljstva, res to ni samo zato, ja, saj valjda, da je boljše, če pa lahko ne vem, koliko različnih imaš, a ne, ni samo to. S tem, ko ti pač komuniciraš, kaj so tvoje želje in tako, bo tudi drug vedel, kaj narediti, da bo tebi dobro, a ne. Če si pa ti tih, pa sam tam ležiš, pa si tako, ja, saj je vse okej, a ne, pač noben ne bo vedel, kaj ti je dobro, on misli, koliko je super in to je to, a ne. Tako da ja, pa itak izživljanje fantazij in tega, a ne, pač mogoče ti je bilo kdaj prej nelagodno govoriti o tem, zdaj pa pač izvajaš to in ti je to ful bolj super vse, a ne. Tam je bila predvsem zanimiva premagovanje ljubosumja. To je bilo meni ful težko razumeti. Jaz se nimam za ljubosumno osebo, imam se pa za človeka, ki ima veliko spoštovanja do soljudi in do njihovih zvez in tako. To se mi je zdelo ful zanimivo, no, da s swinganjem premagujejo ljudje ljubosumje. To mi je bilo zanimivo, a ne, ker ljubosumje je pač neka naravna čustvena reakcija, ki ti ne bi rekla, da želiš zaščititi nekaj, kar je tvoje, ampak to je naravno. Nekaj, pustimo zdaj neke ekscesivne izpade in tako, ampak ljubosumje samo po sebi, jaz mogoče bi se lahko enkrat malo bolj poglobila v to temo, ampak ja, v neki meri je normalno, a ne, v neki meri je normalna čustvena reakcija, ampak bomo to drugič. Varanje in ljubosumje, evo tako. V glavnem, pari, ki se odločijo za swinganje, pogosto razvijajo neke strategije za obvladovanje ljubosumja. Jaz v bistvu pač, to mi je bil tako zanimiv stavek, strategije za obvladovanje ljubosumja. Jaz bi pa rekla tle, da se gre v bistvu za neko spoštovanje meja in želja, a ne. Da pokažejo res neko razumevanje drug za drugega in da pač se res odločijo za to, da so pomirjeni s tem, da jim je to okej, da pač to oni so, da to njihov partner je, da sta oba dva taka, a ne. Problem nastane, ko en to počne, en si tega ne želi, pa drug sili, a ne. Ampak ja, s temi dogovori, a ne, glej, ni mi problem, če se ljubčkava z drugimi, ti si želiš penetracije, jaz tega ne želim, vzburjajoče mi je, če se drug z drugimi poljubljava, ampak penetracija mi je pa preveč, to mi ni okej. A ne, pač razumem iz tega vidika, a ne. Se pravi, jasni dogovori, a ne, redni pogovori in pa tudi postavljanje mej, koliko smo že cel čas govorili. Samozavest in samospoštovanje. Zdaj to so poročanja od posameznikov, ki so swingerji. Nekateri poročajo o povečanju samozavesti in samospoštovanja in to ima spet povezavo s tem, da postavljaš meje, postavljaš dogovore, ki ti drugi izkažejo neko spoštovanje s tem, ko se tega držijo in te priznavajo kot osebo z lastnimi željami in odločitvami in tako, a ne.
Ker če ti nekomu jasno izraziš, da če nečesa ne želiš in nekdo, ki ti je blizu ali pa nekdo, s katerim se boš podal v neko aktivnost, tega se ne drži, je jasno, da te ne spoštuje. Tudi v partnerskih zvezah, če ti jasno izraziš, zopet ne govorimo o stvarih, ki so napihnjene in dramatične, ampak če jasno izraziš določene želje, da ti nekaj ne ugaja, da nečesa ne želiš, naj bo to čustveno, fizično, v spolnosti, whatever, pač pogovor je pomemben in sploh v partnerski zvezi, če živiš skupaj, če preživljaš veliko časa skupaj, je važno, da drugega spoštujeta in se držita teh mej oziroma najdeta neke kompromise, Tako da ja. Pozitivne izkušnje swingerji doživljajo tudi zaradi tega, ker lahko doživijo pohvalo, pohvalo drugih partnerjev in s tem se jim tudi krepi občutek lastne vrednosti, da pač nekaj počnejo dobro, da so zadovoljni, da so zadovoljeni in to gre z roko v roki. Seveda ne obstajajo tudi negativni psihološki učinki, tako kot vse, tudi swinganje ni brez tveganja. Ampak to se nanaša spet na tega, če ni ustrezne komunikacije, če prihaja do kršitve mej, do kršitve dogovorov, potem pa lahko pride do določenih čustvenih težav, ljubosumja, negotovosti, tudi razpad razmerja, tudi to se zgodi. Ampak ja, se pravi, spoštovanje dogovorov. To so bili psihološki vidiki, pa dajmo si pogledati zdaj še družbene. Sem že omenila, da nekaj stigmatizacije in predsodkov je, to smo že pogledali s temi miti in resničnimi dejstvi, Swinganje je kar obkroženo z stigmo in predsodki, Jaz mislim, da nismo še tle, da bi ljudje, ki swingajo, to kar razglašali za swingerje in glih zaradi tega, ker si ne želijo obsojajočih pogledov drugih, pa tudi po eni strani spolno življenje, pač to je neka intimna stvar, tudi nisi dolžen razlagati tega širši javnosti, kaj počneš in tako, Ampak vseeno obstajajo predsodki, ki so pač nepotrebni, pač lahko je tvoj prijatelj swinger, tvoj, par, ki ga poznaš kar dal in pa veš, da so čisto v redu ljudje in ne boš zdaj, ko zveš, da so pa swingerja, pa pač ne vem, ni okej to. V glavnem, pogosto se srečujejo z negativnimi reakcijami, z nerazumevanjem, če razkrijejo to svojim prijateljem, Meni se zdi to žalostno, meni se to ne zdi pravo prijateljstvo, ampak ljudje so takšni in drugačni smo. Tudi jaz sem človek, ne vesoljc. V glavnem, stigma je itak posledica pač nekih teh tradicionalnih pogledov na monogamijo v spolnosti in tako, ampak vsi vemo, da to ni tako, da monogamna spolnost ali pa neka spolna praksa, tudi BDSM in druge prakse imajo, vse so malo stigmatizirane, vsem imamo ljudje malo predsodkov, tudi jaz se trudim, da jih ne bi imela, ampak tudi jaz, čeprav sem v taki službi, tudi jaz se kdaj zalotam, da na kakšno stvar pogledam malo tako čudno, ampak se pogovorim pa malo sama s sabo, pa si mislim, dokler je soglasje, vsak lahko počne, kar želi, Soglasje je ključno in če nekomu nekaj paše, pač. Podpora znotraj skupnosti. Še smo pri družbenih vidikih. Znotraj skupnosti je seveda mišljen znotraj swinger skupnosti. Tle je skupnost kar močna, vsaj sem dobila tak občutek, ne iz lastnih izkušenj, ko sem že omenila, to ni zame, ampak ljudje si mi povejo, med sabo se kar podpirajo, dobro podpirajo,
sama skupnost je lepa. Če je drugače, prosim, pokomentirajte mi. Sej tako lahko anonimno, tako da bom vesela mnenja. V glavnem se mi zdi, da kar sem jaz slišala izkušenj od ljudi, tako, da je tak en varen prostor, da si delijo nasvete, da si lepo pomagajo in tako, no, da se lepo podpirajo. No, tle nimam kaj tako. Nisem še slišala, zagotovo je bila kdaj kakšna situacija, ampak jaz osebno sem razumela to skupnost tako, da se zelo podpirajo. Okay. Vpliv na odnose z zunanjim svetom. Zdaj, kakor sem rekla, veliko swingerjev pač skriva to svojo dejavnost. Tudi po raznih forumih in tako, ko dajo oglase gor, obraza ponavadi ni, je sam telo v nekih, ne vem, lahko v spodnjih oblačilih, lahko v klasičnih, pač, da so normalno oblečeni, polno oblečeni. Je neka diskretnost, ohranjajo diskretnost in ne vem, mogoče, kakor sem rekla, ne tiče se vsega, kaj počneš v spalnici in na en način je pač to čist prav. Kar se tiče same družbene sprejemljivosti, itak v nekaterih družbah je to bolj sprejemljivo, v nekaterih pač manj. Seveda v kakšnih bolj liberalnih mestih oziroma mestih z liberalnim pogledom do spolnosti je to veliko bolj prihaja do večje odprtosti, do tega večjega sprejemanja kakor v drugih, ampak to je zelo tako, pač, kako pa nek posameznik gleda na to, ne glede na to, iz katere družbe prihaja. To je pa pač družbenega okolja, je pa čist druga stvar. Zdaj, če gremo pa še na malo bolj, omenila sem že, da tudi akademske raziskave obstajajo o sami swinger kulturi. Lahko še tole malo pogledamo, se pravi same raziskave o spolnosti, več raziskav je bilo izvedenih na to temo oziroma na več spolnih praks, ki so pač veljajo za neke nekonvencionalne spolne prakse, pač swinganje je bila ena izmed njih. Te raziskave v bistvu nekako vključujejo psihološke in sociološke analize, ki preučujejo vpliv swinganja na posameznike in na pare. Lahko pa samo swinganje pa najdemo tudi v bistvu v književnosti o spolnosti. Zdaj, če vas zanimajo kakšni primeri, imam tule par avtorjev napisanih, in sicer dr. Jess O. Riley, Emily Nagoski in Deborah Anna Paul. Se pravi, to so neki načeloma to književnost, ne vem, če književnost ravno to, ampak dajmo reči literatura o spolnosti. To večinoma pišejo seksologi, psihologi, sociologi, ki se v bistvu ukvarjajo z alternativnimi spolnimi praksami. Spet tle je swinganje vključeno v to. Tako. Pol, če vas zanimajo, kateri so spletni forumi in podporne skupnosti, recimo tle je dosti razširjen Reddit, Swing Lifestyle, Fat Life, drugi, pri nas mislim, da imajo na Spicy Match. Ja, mislim, da je Spicy Match, da se tam, ne bom nič trdila. V glavnem, obstajajo tudi intervjuji, dokumentarci o swingerjih, tako se tudi pojavljajo pač v medijih, ponavadi kakšne dokumentarni filmi, ki spremljajo ljudi, ki so bili pripravljeni deliti svoje življenje o tem in tako. Mislim, da je nek dokumentaren film od tele, kaj je že, Sex with Sunny Megatron in pa od Louis Therouxa, Altered States. Se pravi, ti raziskujejo več različnih alternativnih življenjskih slogov in pa spet med njimi je swinganje, ni pa samo to. Se pravi, razen medijev, pop kulture, dokumentarnih filmov, kakorkoli, obstaja tudi strokovna literatura, kakor sem že omenila, ponavadi to pišejo
razni psihologi, seksologi, sociologi, ampak lahko bi najdeli o tem, kje v revijah in publikacijah, kot so Journal of Sex Research in Archives of Sexual Behavior. Se pravi, to so bolj neke strokovne revije. Mislim, da bi v kakšnih tujih revijah, člankih strokovnih najdeli mogoče malo več na temo nekonvencionalnih spolnih praks. To ni noben slabšalen izraz, tam pač ni vsakodnevna. Ne? Zdaj, kar se tiče pa, to je bilo meni recimo še zanimivo, resnične izpovedi swinger parov. Jaz sem te izpovedi sicer našla na spletu in jih prevedla. To pač se pravi temeljijo na zgodbah iz raznih forumov, dokumentarnih filmov, whatever, intervjujev, kakorkoli. Sem to malo skupaj dala, pa se mi je zdelo, da bi lahko bilo zanimivo. Bom prebrala kakšno pozitivno izkušnjo, pa tudi kakšno negativno, kakor smo rekli, pač ni vse super fino, fajn, so tudi kakšne pač negativne stvari. Zdaj, imena so itak fiktivna, tako da ta prva bosta Sara in Mark. In sicer zgodba gre tako. Ko sva s Saro začela razmišljati o swinganju, sva bila skupaj že 10 let. Najin odnos je bil dober, vendar sva oba čutila, da nama nekaj manjka v spolnem življenju. Po dolgem pogovoru sva se odločila, da obiščeva swinger klub. Prvič sva bila zelo nervozna, vendar sva bila presenečena nad prijaznostjo in spoštovanjem ljudi, ki sva jih srečala. Sčasoma sva ugotovila, da nama swinganje ne samo doda vznemirjenja, ampak tudi krepi najino komunikacijo in zaupanje. Sedaj se počutiva bolj povezana kot kadarkoli prej. Okay. Dobro, tle ena o ljubosumju, to sta Lisa in David. Sprva sem bila zelo ljubosumna, ko je David predlagal swinganje. Bala sem se, da ga bom izgubila ali da ne bom dovolj dobra. A po nekaj srečanjih in veliko pogovorih sem spoznala, da je ključ do uspešnega swinganja komunikacija in zaupanje. Naučila sva se, kako se pogovarjati o svojih čustvih in postaviti jasne meje. Ljubosumje je sčasoma izginilo in zamenjalo ga je občutek svobode in povezanosti. Jana in Tom. Živiva v manjšem mestu, kjer je težko spoznati nove ljudi s podobnimi interesi. Swinganje nama je omogočilo, da spoznava zanimive in odprte ljudi. Redno obiskujeva swinger zabave in dogodke, kjer se ne druživa le zaradi spolnosti, ampak tudi zaradi prijateljstev, ki jih gradiva, se opravičujem. Za naju je to postal način življenja, ki ga zelo ceniva. Emily in John. Ko sva z Johnom začela swingati, nisva vedela, kaj pričakovati. Prva izkušnja ni bila najboljša, vendar sva se naučila, kako pomembno je, da sva empatična in spoštljiva do drugih parov. Spoznala sva, da swinganje ni samo o seksu, ampak o gradnji skupnosti, kjer se vsi počutijo varne in spoštovane. To naj je naučilo veliko tudi o najinem odnosu in kako biti boljši partner. No, recimo, to mi je zelo zanimivo, ne, da sta izpostavila tukaj, da njuna prva izkušnja ni bila najboljša. Ne. Zdaj, če ni to neka izkušnja, ki je res pač, da te res odvrne od tega in tako, ampak mogoče si še vseeno želiš, ne, potem pač probaš večkrat, ne, mogoče se prej bolj jasno dogovoriš, nameniš več časa komunikaciji, pogovoru in tako. Ana in Mike. Sva poročena že več kot 20 let in najino spolno življenje je postalo precej rutinsko. Mike je predlagal, da poskusiva swinganje, kar me je sprva zelo prestrašilo. Po dolgem pogovoru sva se odločila, da dava swinganju priložnost. Ugotovila sva, da nama swinganje ni samo dodalo vznemirjenja, ampak tudi ponovno zanetilo iskrico o najinem zakonu. Sedaj redno obiskujeva swinger klube in sva bolj povezana kot kadarkoli prej. Tako, mislim, da sem s temi zgodbami zajela različne poglede, ki so pač, se pravi, kako to ljubosumje, prva slaba izkušnja, odprtost, povezanost in tako dalje. Pač zdaj gremo pa lahko še na kakšne stvari, ki so bile mogoče negativne, ne, pač zmeraj se moraš pripraviti na oboje. To sta pa Laura in Steve. Steve in jaz sva bila skupaj 5 let, ko sva se odločila poskusiti swinganje. Na začetku je bilo vse v redu, vendar se je kmalu pojavilo ljubosumje. Videti Steva z drugo žensko me je bolelo bolj, kot sem si mislila. Čeprav sva se pogovarjala o svojih občutkih, nisem mogla premagati ljubosumja in negotovosti.
Končno sva se odločila, da prenehava s svinganjem, vendar je ostala rana, ki je težko zaceliti. Zdaj, kar se tiče tega, meni je to hudo, ker ljubosumje ima tako negativno konotacijo. Na to bomo definitivno še se malo pogovorili. Lahko mi tudi malo komentirate, da bomo lažje naslednjič govorili o tem. Nisva bila na isti strani glede meja. To sta pa Rachel in Michael. Ko sva z Michaelom začela swingati, sva si postavila določene meje. Na eni zabavi pa je Michael prekršil teh meja, ko je brez mojega soglasja šel dlje z drugo žensko. Počutila sem se izdano in nespoštovano. Ta izkušnja je močno zamajala najin odnos in zaupanje. Čeprav sva poskušala delati na najinem odnosu, sva se na koncu odločila za razhod. Ja. Predvidevam, da se je to nespoštovanje odražalo tudi kje drugje, ne samo v tej situaciji. Morda je bila to samo pika na i. Jenny in Paul. Paul in jaz sva mislila, da bo swinganje popestrilo najin dolgočasen zakon. Namesto tega je razkrilo vse težave, ki sva jih ignorirala. Spopadala sva se s komunikacijskimi težavami in pomanjkanjem intimnosti, kar je swinganje še bolj izpostavilo. Na koncu sva se odločila poiskati pomoč terapevta in se osredotočiti na reševanje najinih težav brez dodatnih partnerjev. Ja. Predvidevam, da iskanje neke rešitve, ki bo v bistvu flika, ne pa dejansko reševanje odnosa, tudi ni okej. Tako da pogledamo še tle. Imamo še dve negativni. Melissa in James. Te dva pa sta se soočila s socialno stigmo. Zanimivo. Melissa in jaz sva uživala v swinganju, dokler ni najin nekdo iz kluba prepoznal in razkril najine skrivnosti o najini skupnosti. Nenadoma sva postala tarča govoric in obsojanja. To naju je zelo prizadelo, saj sva se vedno trudila ohraniti diskretnost. Zaradi socialne stigme sva se morala umakniti iz swinganja in ponovno zgraditi svoj ugled v skupnosti. No, to je to, kar smo govorili. Zakaj se ljudje odločajo za anonimnost, pač kot prvo, kaj koga briga, kaj počneš v spalnici, dokler je to z soglasjem vseh, kot drugo pa, predsodki. Noben si ne želi biti ravno izobčan iz svoje skupnosti oziroma iz okolja, v katerem je. To je zelo težko in neprijetno in Gremo naprej. Kate in Daniel. Swinganje je povzročalo čustveno razdaljo. Da vidimo. Daniel in jaz sva se odločila za swinganje, ker sva želela popestriti najino spolno življenje. Na začetku je bilo vse vznemirljivo, a sčasoma sem začela čutiti čustveno razdaljo med nama. Daniel je bil bolj navdušen nad swinganjem kot jaz, kar je povzročilo, da sva se začela oddaljevati drug od drugega. Na koncu sva ugotovila, da swinganje ni rešitev za najine težave in sva se odločila, da se osredotočiva na najin odnos brez drugih partnerjev. Se pravi, vse te izpovedi poudarjajo, koliko je v bistvu pomemben, da sam pri sebi predelaš svoje želje in potem še skupaj s svojim partnerjem. In pa tudi spet komunikacija, spoštovanje, predvsem spoštovanje postavljenih mej in dogovorov, varen seks in tako. Treba se je jasno zmeniti, jasno dogovoriti, kaj in kako. Zdaj, za zaključek bi pa še kakšno zanimivost in to so simboli, kako se swingerji med sabo prepoznavajo. In kot sem že omenila, ananas. Danes imam v studiu sabo ananas, ki še ni zrel za pojest. Menda veš, da je zrel za pojest, ko lahko te listke tle na sredini ven trgaš, te li še ne grejo. V glavnem, v Ameriki je izredno priljubljen simbol na glavo postavljenega ananasa. To imajo lahko, to imajo lahko recimo na oblačilih, se pravi pač kot nek print, lahko na kakšnih predpražnikih, lahko je doma to postavljen, kakorkoli že, narobe obrnen ananas. Druga stvar, ki sem jo našla, pa se mi zdi zelo tako neopazna, je metuljček, se pravi nakit, obesek, kakorkoli metuljček. Potem črna zapestnica, sploh če se jo nosi na desni roki, lahko znak za odprtost do swinganja. V avtu, če so obešene tam na vzvratnem ogledalu, recimo kakšne bele ali pa prozorne kroglice. To je tudi tako v bistvu ful
če ne poznaš, si ne misliš, a ne, ni tako kar narobe obrnjeni ananas, si povsod v en malo pritegnejo pozornosti, dočim tisti, če imaš skupaj še neko krasek, tam ljudje imajo tam in dišave in čas so bile neko smate kocke, ful bolj tako popularne in to se mi je zdelo zanimivo. Pa, kaj je še bilo, ja, razni tatujčki, a ne, v smislu pač te simbole, a ne, itak si lahko vse vtetoviraš, a ne, saj so ponavadi manjši, pa taki bolj skriti. Potem pa na raznih spletnih platformah in forumih se uporablja simbol ključavnice, ali pa različne barve, ki različne barve pa označujejo na pripravljenost oziroma, kako bi rekla, na pripravljenost za določene prakse, ne, za odprtost do določenih praks. Pa je še kakšen tak bil, ki sem ga pozabila. Po moje, da ne. Beli kamenčki ali pa školjkice, če jih recimo postaviš doma na mizo ali pa tako, kot kakšna dekoracija, ne, lahko tudi svojim gostom sporočaš. Pa pol prek tega vidiš, če si vzel njihovo pozornost, pogled. Tako da ja, zagotovo so še kakšni drugi simboli, dajte mi pokomentirati, če poznate še kakšnega. To je pa to za danes. Jaz mislim, da smo pač nekako šli čez vse pomembne stvari, da sem dobro pojasnila, kaj sploh svinganje je. Tale pričevanja so se mi zdela zelo zanimiva, ker so pač res zajela različne vidike svinganja, ne, od nekih pozitivnih pa negativnih do v bistvu različnih situacij, pozitivnega in negativnega. Pardon. Tako da ja, upam, da ste uživali, upam, da me boste še naprej poslušali, pa se vidimo in slišimo prihodnjič.